Lučke pa tiste. Tiste, ki je rabila, ja. Musa, ki je Aha. Ni mi, kaj bojte, kaj vam nastavim, da? Smo vključili že v živo. Želim dobro jutro. Kamera ne snema, kot da veste, ne? Preko Facebooka gremo v živo na YouTube. Tako da, če to ne bo imel informacijo o današnjem posvetu, to jaz sem kriv. Spoštovane udeleženke in udeleženci, spoštovane predstavnice in predstavniki kabineta Vlada predsednika Republike Slovenije, kabineta Vlade Republike Slovenije, ministrstvom, obrtno-podjetniške zbornice, fakultet, festivala za tretje življenjsko obdobje, Zveze društev upokojencev, Zavoda Znanje, spoštovano vodstvo Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, spoštovane članice in člani skupine za razvoj srebrne ekonomije pri tej univerzi in vsi drugi, če sem koga pozdravljal. Še posebej pa pozdravljam tukaj spoštovana gosta iz Pučkega otvorenega učilišta iz Zagreba. Dobrodošli. Spoštovani gostje, pozdravljeni na drugem posvetu Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje z naslovom Vseživljenjsko učenje, delo in razvoj kot temelj srebrne ekonomije. Kaj je vseživljenjsko učenje? Kaj je vseživljenjsko delo? Kaj je vseživljenjski razvoj? In končno, kaj je srebrna ekonomija? Še posebej v teh časih, ki jih dobro poznamo in se jih dobro zavedamo. To so tudi časi negativnih stereotipov, o tako imenovanem starizmu. To je čas stigmatizacije včasih tudi, tabloidizacijo vsekakor, to lahko vidite, ko odprete katerikoli tednik in tako naprej, dnevnik, čas politizacije in v določenem smislu tudi merkantilizacije vsega, tudi te naše današnje vsebine. Na kratko, z srebrno ekonomijo se z več ali manj uspeha ubadajo vse države na svetu. In vse so prišle do istega spoznanja, da ta demografski tsunami, kot je posrečno dejal eden od opazovalcev, in to nedejavno, neaktivno staranje, o čemer bomo danes govorili, prinašajo v bistvu nekako neslutene, nepričakovane posledice in izzive za prihodnost. Skupno vsem razmišljanjem je, da vsi ugotavljamo, da so stvari zapletene in nekako izmuzljive, tudi zato, ker gre za tako velike družbene premike in za nekaj, česar do sedaj nismo nujno poznali, ker teh sprememb, saj v teh razsežnosti nikoli ni bilo. Stvari, skratka, zadeve tega problema, izziva ne vidimo, le nekako ekstrapoliramo, kot se reče, napovedujemo, prognoziramo, na nek način prerokujemo. Ameriški pisatelj Mark Twain, ki ga vsi poznamo, ima o tem domislito. Prerokovanje je najtežja stvar na svetu, še posebej, ko gre za prihodnost. Z drugim posvetom nadaljujemo prvi posvet o razvoju srebrne ekonomije, ki je bil lani. In sicer 8. junija, in sicer dobite poročilo o njem tudi na YouTubeu, na internetu, kot Silver Economy Development Meeting. Poglavitni zaključek tega posveta. Mnogi od vas so bili udeleženci tega posveta, jaz nisem bil, ker sem šele od letošnjega leta, če lahko rečem,
priključen univerzi, sem študent univerze, študent računalništva. In glavni dosežek tega posveta je bil memorandum v 11 točkah, ki je nekakšna osnova definicije srebrne ekonomije, dejavnega staranja in vsega, o čem se bomo danes pogovarjali. V vabilu za posvet smo zapisali, da se želimo osrediniti na aktualno vprašanje neizkoriščenih potencialov srebrne ekonomije. To marsikaj pomeni, ampak ne smo pogovarjali. Med konkretnimi vprašanji, ki so povod tega posveta in ki nekako tudi določajo program tega posveta, ki ga imate na mizi, in sicer je pomemben ta program, ki ga imate na mizi, to je zadnja in veljavna verzija. Skratka, med konkretno vprašanje smo uvrstili oba najpomembnejša dokumenta povezana s srebrno ekonomijo in z vseživljenjskim učenjem, vseživljenjskim delom, vseživljenjskim razvojem. To sta strategija dolgožive družbe in bela knjiga o upokojevanju. Tisti dokument, ki je posebej aktualen in kjer lahko nekako na nek način kot organizacija civilne družbe vplivamo oziroma sodelujemo v javni razpravi, je seveda strategija dolgožive družbe. Če lahko samo na začetku takoj izrazim željo, da bi imeli današnji posvet v dveh sklopih, ki ga prekinja vmesni, kot se reče, odmor, coffee break, odmor na tisti mali televizor, ki je na mizi. Oba sklopa, vsak posebej, bi imel razpravo po zadnjem nastopajočem, po zadnjem govorniku in prosim, da se sodelujoči držijo minut v programu, da nekako ujamemo to minutažo. Dovolite mi sedaj, da dajem besedo predsednici Slovenske univerze za življenjsko obdobje, profesor dr. Ani Franc. Lepo pozdravljeni, lepo, da smo se ponovno zbrali in mislim, da se bomo še veliko krat zbrali, še ne tipamo, kaj je potrebno ustvariti, zato je danes tudi toliko prispevkov, kratkih, rekla smo neke vrste čebele, delavke, ki vsak po svoje zbiramo in doprinesemo pri podobi vseživljenjskega dela, ki naj bi obveljala potem kot ena končna podoba družbe. Izhajam iz predpostavke, da je dolgoživa družba pridobitev razvoja, ni nastala kar tako. Če jo hočemo pa uživati, to pridobitev, pa moramo marsikaj spremeniti, kar obdaja to dolgoživo družbo. Nobena družba ne more biti zdrava družba, ki bi imela 1/3 prebivalca mrličev, družbeno odpisanih ljudi v svoji sredini, kajti še ostali 2/3 bi uničili vse. Zato je v prid vsem generacijam, če poskušamo rešiti podobo dejavne in aktivne starosti. Mi smo sprejeli nekako kot samo po sebi umevno, da se vse življenje moraš učiti, ni dovolj šola. Učenje je vseživljenjski proces in to tudi strategija nova predvideva dolgožive družbe. Tudi delo je vseživljenjski proces, če hočeš ostati vitalen. Družbeni odnos je daj dan in moraš nekaj dajati, da nekaj dobiš. Ker vidimo, da moramo generacije povezati, se rojevajo razne spodbude evropske, razna ministrstva, več ministrstv, ustanavlja centre medgeneracijskega sodelovanja. A veste, to so umetne točke. To se bodo spremenile v nekaj življenjskega, ne vemo še kaj, ampak mi moramo doseči sodelovanje v življenju, v praksi, sredi vsega, kar se dogaja. Sodelovanje pa postavlja kot predpogoj delovanje.
Če bo ta upokojenec še vedno čemel v svoji garsonjeri in čakal, koliko bo ura, da bo lahko poročila zvečer gledal, ne more sodelovati, nima kje sodelovati. Sodelovanje mora biti naravna posledica delovanja vseh, ki stopajo. Tudi mladi so velikokrat diskriminirani in čez dan raje spijo, da jih ne vidijo, zvečer grejo pa v life ven. Mislim, pred podobnimi problemi smo se vse generacije, ki so znašli, ne samo starejši, ampak mi se bomo omejili na to, da bi dorekli, kaj naj bo ta srebrna ekonomija. Vsi se ukvarjajo s srebrno ekonomijo, vendar moramo biti pozorni, da zelo zanima kot ekonomsko nišo zlasti kapital srebrna ekonomija. Kaj bojo proizvajali za bolne stare? Ljudje v upokojitvi, kot veste, traja 30 do 40 let in niso bolni. To je realnost. To je realnost. Veliko energije, veliko sposobnosti, veliko kompetenc, ki čakajo na smetišču. Družba v 21. stoletju ali postindustrijska družba je odvisna, vitalnost družbe je odvisna od stanja prebivalstva. In se tudi meri vitalnost družbe na lestvici, kje kakšna država pade, kot vemo, se meri po zdravstvu, po šolstvu, izobraževanju, po povprečnem številu let šolanja, nekih indikatorjev, ki vsaj nekaj nakažejo in pokažejo. No in mislim, da v tem merjenju, kje bomo zbrali svoje moči tudi za družbeno delovanje, moramo to tretjino prebivalstva ohraniti vitalnega, delujočega. Jaz ne pravim službe, ampak tudi življenjsko delo. Mislim, da smo zdaj upokojenci, naša generacija, prvi na udaru, ki moramo odkriti, kaj pomeni delo, delovanje, biti homo economicus tudi v tretjem življenjskem obdobju in ne samo jamrati in umirati o malih pokojninah in neplačanih računih. Vsak je sposoben nekaj dajati, nekaj prispevati v družbi in sebi za svoje življenje. Dohodki so tudi v tretjem življenjskem obdobju kombinacija raznih stvari in se ne moremo kot odvisneži obesiti samo na proračun države in reči, ja, penzije so premejtne. Mislim, da sprejemamo ljudje danes odgovornost v svoje roke za marsikaj, kar se niti ne zavedamo. In da je to kombinacija posameznikove usode in delovanja in družbenega okolja. Nisi nikoli sam, ampak moraš biti z ljudmi, sam na pamet biti z ljudmi ne moreš, ne? Dokler sam sediš doma ločen od ljudi, ne deluješ in ne sodeluješ s generacijami. Če mi odkrijemo, ker smo prvi pod udarom, te nove oblike fleksibilnega dela, 3 ure na teden, 8 ur na teden, ali pa 2 dni v tednu, ali kakorkoli, ali delo od doma, najrazličnejše oblike, ki jih informacijska družba pospešuje, da nastajajo, imamo v rokah veliko bogatstvo. Tudi za mlade, tudi za brezposelne, služb je vedno manj in jih bo vedno manj. So nove oblike dela, to se pravi, da se obrne nazaj in ponudimo en izdelek, ki smo ga mi morda v največji krizi v tretjem življenjskem obdobju odkrili, ga ponudimo kot fleksibilne oblike in nastavki dela, ki se razmnožuje potem med ljudmi tudi za druge generacije. A veste, mladi niso socializirani za delo, pridejo iz šole, rečemo, zašolana mladina. Grozljivo zašolana mladina, ki smo jih priča, ampak a smo jim mi ponudili možnosti zmanjšanih obveznosti v šoli in delovanja v raznih oblikah sredi življenja. Da si sami pomagajo, da nekaj naredijo, da začnejo, da počnejo in tako dalje. Isto nekdo, ki je brezposeln, nisi v službi vse življenje, boš občasno, vmes obdobja, ki je zelo podobno pokojitvi, današnji pokojitvi, ne? Ta življenjska obdobja se počasi začno zaprisati s temi vse življenjskimi procesi in te oblike, če smo mi pod udarom, moramo ponuditi tudi nazaj brezposelnim in mladini kot obliko delovanja in se čutiš šele takrat, kot enakopraven. Jaz bi zaključila, največ je bojih 10 minut mimo in bom samo to rekla. Fromm je odkril veliko odkritje. Kdor nima možnosti biti konstruktiven, ustvarjati, delovati, sestavljati stvari, postane destruktiven. Uničuje vse okrog sebe.
Zdaj, če si zamislimo množico upokojencev, ki živijo doma v svojih malih stanovanjih po blokih, koga ne razkraja, ker je družbeno izločen, predvsem sam sebe razkraja in obremenjuje zdravstveno blagajno. Poskušajmo, da bo čim več ljudi vključenih in delovalo konstruktivno, ker jih potrebujemo, ker jih družba potrebuje, ne samo za individualni blagor, ampak za družbeni blagor odvoj. Hvala lepa. Besedo dajem akademiku, profesor dr. Boštjanu Repšu, iz urada predsednika republike, se tudi ministru in nekoč predsedniku SAZU. Izvolite, gospod predsednik. Hvala lepa. Na žalost ali na srečo je profesor Krančeva že vse povedala. Kar si ne shotel, pa bom vse nekaj dodal. Jaz nisem strokovnjak za to področje, izhajal bom iz tega, kar dela in iz nekega članka, ki sem ga pred kratkim prebral v reviji Nature, če je elitna revija za naravoslovje, najboljša na svetu in tudi o tem razpravlja. Govoril bom o glavni vsebini, delno tudi kako je dolgo, in govoril bom o sferi, ki jo poznam, to je znanost, visoko šolstvo, mogoče zdravstvo, skratka, neke vrste elita. To je seveda pojem, ki ga v pretekli obdobju nismo marali, nekateri ga še zdaj ne marajo, ampak narod brez elite ne more. Na tem področju imamo dosti ljudi, ki samo delajo, ki so svoje življenje posvetili svoje stroke. In zato nimajo niti hobijev, niti veselja do česa drugega in to, da se jih nasilno upokoji, smrtno prizadeti. Kako imajo drugod? V Evropi obstaja, v glavnem povsod, je različna obvezna upokojevanje pri določeni starosti. Ampak moji prijatelji v Nemčiji, Franciji, Angliji so upokojeni, pa vsi še delajo. Delajo ali na istem področju, kaj je za naravoslovje malo težko, ker mora univerza omogočiti laboratorij, neko pomoč, nekateri gledajo na neko drugo področje, nekateri so v podjetjih, ampak jaz od te moje generacije ali pa malo starejše ne poznam nobenega, ki bi ležal doma. Mogoče so tisti prav zaradi razlogov, ki jih je profesor Krančeva omenila že umrl. V Ameriki imajo svobodo. Mi nimamo diskriminacije glede na starost, vsak lahko dela dokler hoče na univerzi, kar povzroča neke težave, ki se je težko znebiti, kakšnega človeka, ki ga ne marate. In jaz v tem svojem smislu omenja svojega še vedno prijatelja, ki je profesor še vedno na to se pravi Yale univerza, medicinska fakulteta, ki je elitna šola. Star je 93 let in lani je objavil članek sam v elitni reviji. Je v penziji, ne dobiva plače, se je naravno na penzijo dosti veliko, mu pa univerza plačuje laboratorij in enega človeka, da mu pomaga. To ni zaradi izbilje, zato ker vejo, da imajo korist od tega. In če bi on nehal dobro delati, bi ga kot na polnodomovnice kadicali. To se pravi korist bomo videti. Mi pa nasilno upokojujemo ljudi, moji kolegi tukaj iz univerze se živijo doma in gledajo televizijo, kar je katastrofa. Poleg tega postajajo depresivni, dementi in tako naprej. In plačujemo za njih, kot ste rekli. Mi jih ne pomagamo, zato jih izločamo, bomo tretjino prebivalstva izločili, plačevali bomo pa za njih stroške, ki se bojo pojavili zaradi njihovega zdravja. Ampak ljube duše se jih ne bomo mogli plačevati. Precej enostavno. To sem pa jaz prediral, da se tukaj nekaj naredi.
vidim, da se pri nas dela, pri nas se delajo strategije. Ampak jaz sem sodeloval pri najmanj 10 strategijah za področje visokošolstvo, znanost. To smo se mučili, pa da ja med sabo bi hotel to eno drugo, tako se je da strategija narejena in kaj bo pol? Nič. Zato jaz tukaj na koncu razvoja spisa plediram na to, da daj nekaj konkretnega naredimo. Dajmo recimo spremeniti zakonodajo, tako da bojo upokojenci lahko delali, da plačevajo davko tega. To je taka ustavna poteza, ki nobenemu ne škodi. V tem članku zdaj, če sem se pa še nekaj navadil in to s tem zaključujem, zato, da mi, če upokojujemo ljudi bolj, dobivali mladi službe, zato ni nobenega empiričnega dokaza. Nič. To je izmišljeno. Obstajajo celo indikacije, da daljše delo odpira nove službe, ker je družba bolj aktivna. To poraja službe, ne pa formalno opravljeno mesto. Tako da jaz mislim, da bomo v tej smeri razmišljati, da rešujemo konkretne probleme, ne pa celotni svet, ki ga ne bomo nikoli rešili. Najlepša hvala. Zelo sem vesel, da se je rodilo odzval tudi profesor dr. Janek Musek, avtor več odmevnih del o psihologiji zavedanja o starosti in naslov njegovega prispevka je vprašanje zavedanja o starosti in dolgoživa družba. Gospod profesor Musek, Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem navzočim in hvala lepa za vabilo. Gospe in gospodje, jaz bom si samo malo pomagal z tole tehniko. Že takoj na začetku bi se opravičil, da nisem uspel ažurirati svojega prispevka tako, da bi dal pravi naslov, ta naslov je provizorični naslov. Tisto, kar bi želel povedati in na kar bi želel opozoriti, je nekaj, kar je pomembno zato, ker kljub temu, da se zdi, da iz različnih strokovnih vidikov, vseh strok in znanosti, ki se ukvarjajo z problematiko dolgožive družbe, da se še zmerom lahko pojavi kakšno presenečenje, včasih nemajhno presenečenje. No, jaz sem naletel na nekaj, kar pomeni takšno presenečenje in o tem bom nakratko spregovoril, čeprav ne zadeva izključno in v fokusu ravno in samo srebrne ekonomije. En od pomembnih pojavov, ki postajajo vedno bolj aktualni zaradi teh populacijskih premikov in zaradi starajoče se družbe in zaradi dolgoživosti, je gotovo pojav, ki mu pravimo umsko staranje. Torej, gre za soočanje z splošno znanim pojavom upadanja in pešanja vsej nekaterih psihofizičnih zmogljivosti v starostnem obdobju in gre seveda tudi za to, kako ljudje sami gledajo na ta pojav, kako ga sami zaznavajo. Tisto, kar je bilo Tisto, kar bi bilo presenetljivo, je povedano v naslov, ampak premalo natančno, zato o tem kaj več. Tako na začetku, kot izhodišče, bi opozoril na to, da lahko gledamo na celotno problematiko dolgožive družbe skozi 3 stopnje, 3 kaskade, popularno rečeno.
In sicer je prva kaskada je miselnostna. Gre za to, da se miselnost celotne družbe prilagodi temu pojavu, kar pa zahteva neko vrednotno in s tem etično-moralno reorientacijo, odpravljanje predsodkov, stavizma in še katerih drugih, tudi odpravljanje. Naša družba je nekje edinstvena v zgodovini po tem, da se je tam nekje v 19. stoletju začela ta preorientacija k mladi generaciji, potem celo skoraj direktno včasih obsedenost z mladostjo in to je nekaj, kar mora prihodna družba, neka prihodna, stabilna in modra družba tudi premagati in preseči. Druga kaskada je seveda ekonomska kaskada, to je naše, vaše področje, sem sodi srebrna ekonomija, na vsak način je tukaj pač problematika osredinjena na starejše kot vodilno ciljno skupino gospodarstva. No in tretja je skrb za psihofizično blagostanje, se pravi za uresničevanje potencijala, ki ga ima starejša generacija zaradi dolgoživosti in zaradi čedalje močnejše in bolj učinkovite perspektive ohranjanja psihofizičnega blagostanja v daljšem obdobju. To je neprimerljivo še s situacijo recimo 20, 30, kaj šele 50 ali pa 100 let nazaj. Naj omenim program ohranjanja psihičnega blagostanja v starostnem obdobju, programa, ki smo ga z doktorjem Volčem nekako poskušala inaugurirati pred kratkim časom. V tem programu s tem izhodišči vas ne bi utrujal, to so stvari, ki so vam verjetno dobro znane, ampak med tematskimi sklopi tega programa je tudi obravnavanje dejavnikov izraženosti intelektualnega staranja. To je pa tista tema, o kateri bi želel zdaj nakratko, res čisto nakratko poročati. Jaz sem upravil študijo na reprezentativnem vzorcu držav Amerike, vzorec, ki je raziskava je potekala dolgo časa in dala ogromno rezultatov, ki jih je možno prosto analizirati in tudi jaz sem se lotil tega problema posebej, ne glede na to, da sem ogromno tega materijala uporabil pri drugih svojih raziskavah, zlasti v zvezi z regionalnim faktorjem osebnosti. No, gre za stvari, ki bi dale pri nas na približno enakem vzorcu zelo podobne rezultate. Ta vzorec je zajel čez 4000 oseb obeh spolov, tam nekje med 28 in 84 ali pa še več let starosti. Tisto, kar nas je z vami v raziskavi zanimalo, je kako se kot prediktorji tega, kako ljudje zaznavajo intelektualno staranje in znake intelektualnega staranja, izkažejo trije pomembni faktori. Eno je starost sama, pričakovati, da bo starostjo zaznavanje intelektualnega pešanja čedalje večje. Drugo so intelektualne umske sposobnosti, inteligentnost in vse, kar je z njo povezano. Pričakovati je, da bo upadanje teh dejanskih funkcij vplivalo tudi na zaznavanje starostnega staranja. In tretje je naša osebnost. Osebnost v širokem pomenu seveda zajema tudi sposobnosti, ampak tukaj mislim osebnost v malo ožjem pomenu, ki zajema temeljne dimenzije osebnosti. Teh pa ni zelo veliko. 5 velikih je znanih, ekstravertnost, vestnost, emocionalna stabilnost, humanizem, sproti neuroticizem, prijetnost in umska odprtost. No, jaz celo menim, da obstaja pravzaprav ena sama bazična osebnostna dimenzija, ki jo označujem kot generalni faktor osebnosti. In tisto, kar je se tukaj v tem raziskovanju pokazal kot najbolj presenetljivo, je tole. Poglejte, kako razmeroma majhen vpliv na pojasnjevanje variance v
opažanju znakov intelektualnega stanja ima starost sama. Tudi naše umske sposobnosti, za katere bi pričakovali, da bodo najbolj korelirale, najbolj pojasnjevale opažanje znakov umskega staranja, nimajo tako velikega vpliva, kot ga ima naša osebnost. Skoraj vse osebnostne dimenzije prispevajo nekaj pomembnega k pojasnjevanju tega deleža in nekatere še celo. Ne. In to, zanimivo v obeh smerih, so velike dimenzije osebnosti, zaradi katerih bomo pretiravali z znaki intelektualnega staranja, z njihovim opažanjem. Neuroticizem, na primer. Ljudje napake in zmote in stvari, ki se jim dogajajo, ki so dejansko plod njihove emocionalne labilnosti, plod emocionalnih blokov, ki jim povzročajo te težave, pripisujejo, ko pridejo določena leta, pešanju svojih intelektualnih funkcij. Nasprotno pa vestnost, recimo, ne, in tudi umska odprtost, povzročajo, da mi opažamo lahko tudi manj znakov intelektualnega staranja, zato, ker jih je dejansko manj zaradi tega, ker se obnašamo zelo vestno, odgovorno, načrtovano, organizirano in ker smo odprti za nove stvari, učenje in tako dalje. Spoštovani, to bi bilo, ne, tisto, kar sem vam želel sporočiti, nekoliko presenetljiva ugotovitev, ne, in če na hitro zdaj še zaključim, osebnost je najpomembnejši napovednik zaznanega umskega staranja, pomembnejši kot dejanske umske sposobnosti. Tudi če gledamo na te najbolj generalne dimenzije enega in drugega področja, generalni faktor osebnosti, ki ga z lahkoto izločimo iz faktorsko analizo 5 velikih, potrjuje to povezanost. Njegova korelacija z zaznanim kognitivnim staranjem je minus 0,29, korelacija generalnega faktorja inteligentnosti je minus 21. Lepa hvala, jaz se moram tudi upravičiti za to, ker ne bom mogel sodelovati v razpravi. Jaz vam zdaj ob 10:30 sestanek na Mladiki in sicer v zvezi s spremembo spola kot predstavnik državne etične komisije za medicinsko etiko sem bil povabljen. Ja, to je slučajna koincidenca, ampak ne moram pomagati. Gospod Peter, se zahvaljujem za to izjemno zanimivo predavanje. Mislim, da se bodo v knjigicah spozorili več vaših knjig. Ja, najlepša hvala lepa za lep pozdrav. Lepa. Če dovolite, bi nadaljevali in bi dal besedo državni sekretarki, ki so predstavnici kabineta predsednika vlade. Kabinet vlade, kot veste, je v Umarju nosilec nastajanja tega pomembnega dokumenta, o katerem teče razprava do konca meseca, če se ne motim, se pravi strategija dolgožive izvodbe. Hvala lepa. Vsem en lep pozdrav. Moram reči, da sem vesela, da sem danes z vami. To je sicer že drugič, ko sem tukaj, ampak danes ne bom govorila isto kot takrat, ker takrat smo še bili bolj na začetku, kar se strategije tiče, danes smo pa pravzaprav že bolj proti koncu. Zahvalila bi se profesorju Musku zaradi tega, kar je na koncu pokazal ta graf. Meni je zaradi moje energije, ko jo imam jasno, da imam zaradi tega, ker sem pač taka energetsko, me malo razganja tudi še v teh letih, da je to prispevek k temu, da si aktiven v družbi, da je pa to taka, da je pa to potencirano tako močno, kot je pa zdaj profesor pokazal, tega pa nisem vedela in seveda je to en pomemben podatek, ki bi ga seveda morali tudi v tistih, bi rekla, političnih sferah upoštevati, pa mislim, da ga vse skupaj premalo in zaradi tega, ker so sporočila taka strani politike in tudi medijev na nek način,
je seveda tudi v družbi tak odnos, ampak jaz mislim, da moramo vsi skupaj spreminjati miselnost in odnos do vsake generacije posebej. To se pravi, 3 generacije imamo in te 3 generacije morajo imeti pogoje, v katerih lahko normalno, enakovredno funkcionirajo. To je, mislim, da tudi sporočilo naše strategije. Jaz sem bila vodja delovne skupine, oziroma sem še do nekega 6. 7. naslednjega, se pravi 6. julija, ko bo vlada sprejela strategijo. Mi smo delali dobro leto 14 mesecev. Moram reči, da smo se zelo potrudili in da smo iskali vse možne povezave, zato smo tudi povezali 11 ministrstev in rekla medresorsko, kar mi pravijo, da je izjemno težko, ampak mislim, da smo uspeli, prišli smo do dokumenta, ki seveda iz vidika demografskih sprememb znotraj prebivalstva opozarja na vse posledice, ki se bodo seveda dogodili. Ko smo prvič gledali grafe, ki jih je pripravil Umar, smo se, vsaj jaz moram reči, sem bila izjemno zaskrbljena, še vedno sem zaskrbljena, ker menim, da se kot družba, glede na to, v katero smer zadeva gre in kako, se ne prilagajamo, oziroma po eni strani prilagajamo, po drugi strani vplivamo, ker moramo tudi to početi, ne moramo biti pasivni opazovalci, kot družba in tudi vlada kot taka z vsemi svojimi resorji premalo zaveda tega, premalo resno se lotevamo stvari, ki jih je treba korenito začeti postavljati, če hočemo, to je bilo že danes tudi povedano. Nam se, seveda, zdaj bom prišla pa na tale graf, ki vam da tukaj le kažem, nam se ne izide to, kar se mi ta trenutek gremo. To pa pomeni vse to, kar vi govorite in so spoštovanje do vseh, ki delate v Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Namreč gre za to, da ne moremo odriniti na obrobje eno celo generacijo, ampak treba jo bo vključiti v družbene procese in v dobrobit cele družbe, starejših in cele družbe kot celote. Tukaj, če gledate, zdaj takole, gledajte, rdeča črta je pač ta znana Gaussova krivulja, ki pač ponazarja vstop, ni to čisto vstop, ampak imam tudi te grafe, ampak to je tako in tako jasno poznate. Se pravi, gremo od mladosti na levi strani, od nule, tam ni nobenih zaslužkov, to prikazuje, se pravi, ustvarjene dohodke. Se pravi, ni, ker je otroštvo, potem se potem to dviga tako, kot vidite, in potem pade na to stran, na desno stran. Zdaj, če gledamo pa modro črto, to je pa poraba. To je pa poraba. In zdaj, če damo presežek, ki je nad modro črto in primanjkljaj, ki je pod modro črto, nam se v družbi to ne izide. Če komu to ni jasno, potem tak ne more biti na odgovornem mestu. In mi moramo začeti takoj z aktivnosti. No in zato, se pravi, tako ravno sem jaz bila mogoče malo sitna pri vseh teh zadevah, da smo le spravili ta dokument skozi, da se je začelo o tem govoriti, da tudi mediji morajo pozitivno začeti o tem pisati, da niso stari za odmet, ne, tako kot je gospod Žekš rekel, niso zato, ker da bi zajedali na neka delovna mesta, dejansko ustvarjajo se nova in hkrati, gledajte, največja katastrofa je to, da možgani polni znanj zgnijejo s vsemi znanji. Namesto, da bi to vsak človek maksimalno prinesel na naše zanamce, pa kjerkoli, ali doma, ali pa v službi. To je zame popolna katastrofa, popoln negativizem vseh, ki bi morali tukaj to storiti. Jaz sem sicer iz vladnega nivoja, ampak pogledajte, jaz sem taka. Jaz gledam stvari realno in mislim, da je treba odločno se lotiti stvari. Se pa bojim ene stvari, ker smo zaplavali toliko v te parcialne in osebne, bi rekla, individualne interese, da bo to izjemno težko. Da bomo še veliko krat morali se takole sestajati, pogovarjati in hkrati tudi nastopati in širiti to zavest. Družbeni interes je v ospredju. Družbeni. In zaradi tega tudi, ker pač tako delujemo, tudi kot vlada, od mandata do mandata, mi nimamo strateških dokumentov.
Ker vsak samo čaka eno leto je pa začetek, 2 leti se potem nekaj dela, zadnje leto se pripravlja na volitve. Treba je sprejeti strateški dokument, ki nam kaže nekoliko naprej. Jaz tudi pravim, danes je bilo že tudi omenjeno, jaz sem zdaj imela v Dnevniku en članek, ker sem začela tako z tem, ali kaj nas čaka v prihodnosti. Prihodnost je nepredvidljiva. Ampak bila je vedno nepredvidljiva. Vedno v zgodovini, vsaka generacija je to nepredvidljivost bodočnosti imela pred sabo. Res je, da je danes toliko drugače, ker je tehnologija nasilna, ker gre z izjemno hitrostjo naprej in to pomeni velika prilagajanja, tudi učenje in tako dalje. In to je tisti naš problem, ki ga imamo danes. Ampak, gledajte, vse na to hitrost se seveda tudi navajamo. Treba bo pa delati, se vključevati. Tudi jaz ne prenesem tega, ko rečejo, mladi ne bojo delali za stare, za njihovo penzijo. Slušajte, vsak dela zase, vsak delavec plačuje za svojo penzijo, ker se na osnovi plačanih prispevkov tudi izračuna pokojninska osnova. Ampak v zgodovini se je pa zgodilo to, da se je tekoči denar, ki ga je bil v presežku, porabil za infrastrukturo. To se pravi, finančni tok ni tak, kot bi moral biti. Sicer je pa popolnoma jasno. Ampak ne, mi bomo razpihovali medgeneracijsko razprtije in tako dalje. Namesto, da bi šli pozitivno naprej. Tukaj lahko samo vidite, kaj se nam dogaja. Jaz sem to dala kot primerjavo, da boste vedeli, da na eni strani sprejemamo ukrepe, na drugi strani jih uničujemo, tiste iste dosežke zaradi unih ukrepov, ker je nepovezano, ker je nedomišljeno. To je pa primer takega ravnanja. Če gledate, bi rekla stolp od pizi, nekaj tazga, pomika se v desno. Na desni strani imamo, se pravi, podaljševanje delovne dobe, kar smo dosegli z ZPIZ-2. Na levi strani imamo pa vstop mladih na trg dela. To se pravi, kolikor smo na desni strani pri starejših podaljšali, smo na levi strani izgubili s tem, ko nimajo mladi možnosti se zaposliti, ker sploh ne vstopijo na trg ali pa so prekarci in se avtomatično celotna zadeva izničuje. No, zdaj gremo pa na to, kar je pa bistvo za univerzo, za tretje življenjsko obdobje. Tukaj vam prikazujem sedanji vladajoči model, to se pravi izobraževanje, delo, službo, upokojitev, prosti čas. To smo imeli mi takole lepo poškatljano, ali pa še imamo. Bodočnost zahteva popolnoma drugačno ravnanje, kar pomeni, da imamo presečne množice, kar pomeni vse življenjsko učenje in tukaj mislim, da je pa univerza tista, ki ima potencijale in jih je treba izkoristiti in se temu prilagoditi, ker to bo šlo naprej tudi v ministrstvih, v zakonodaji, v spremembah in tako dalje, ker druge možnosti ni. To pomeni, da tudi v času upokojitve se bo treba izobraževati, bo treba delati, če gledate te presečne množice. Ko je izobraževanje, bo prav tako že delo, se pravi, že ko delamo, se bomo izobraževali, ko smo stari, se bomo morali še vedno izobraževati. To je pa tisto, kar smo prej videli v tistem grafu, se pravi, biti vedno aktiven. No, in ko je delo, služba in tako dalje, ravno tako se bo treba izobraževati. Zdaj, tehnologija je dejstvo, šla bo naprej, tako kot gre, še vedno je šla in bo tudi šla sedaj, tako da temu ni mogoče uiti. Lahko pa, seveda, posamezne sisteme postavimo drugače. In mi, če ne bomo na področju zdravstva, ne samo nov denar, a veste, pri nas je tako, pride minister, reče, rabim toliko. Ne, najprej boš pogledal, kaj lahko v sistemu spremeniš, kje lahko šparaš, kje se lahko bolj gospodarno obnašaš, kje je drugačna organizacija in tako naprej. Možnosti ogromno, potem pa šele denar. Tako bi mi, po moje, morali mi ravnati. Tako, jaz bom še potem v razpravi tukaj, tako da me lahko še kaj povprašate. Moram reči, da sem zadovoljna, da smo prišli tako daleč. Jaz bi povedala samo še to,
ko me sprašujejo, kje je ta strategija. Ta strategija ni nikjer v drugih strategijah, ni podrejena, ni levo, ni desno. Je samo svoja. Zakaj? Ker vse družbene sisteme, v katere se njene posledice reflektirajo, nagovarja izključno izhajajoč iz demografskih sprememb. In to je to. In ko smo jo postavili, in mislim, da je tako prav, jaz upam, da bo vlada sprejela zdaj zavezo, da bojo ministrstva pripravili akcijske načrte, da bojo določili nosilce in pa seveda tudi roke. Mi se prizadevamo, da bi določili tudi organ, ki bi nadzoroval vse to skupaj. Jaz trajam na tem, da morajo biti noter strokovnjaki in samo strokovnjaki za spremljanje tega. Zdaj, kaj se bo vse zgodilo, bomo videli. Jaz vas samo to prosim, širite to zavest naprej in želim vam veliko uspeha v tem novem modelu, ker mislim, da se lahko močno najdete v tem in ste tudi potrebni. Hvala lepa. Zahvaljujem gospe državni sekretarki za to, da je prevzela, če se pravi, 40 minut tekst na 10 minut, in je povedala toliko izzivov za našo razpravo. Zdaj pa dajem besedo dr. Dušanu Findajzenu, naslov prispevka, koncept in prakse srebrne ekonomije, ali smo na pravi poti. Hvala lepa, gospod Snoj. Ne vem, če bomo lahko odgovorili, ali smo na pravi poti, vsekakor pa je možno odpreti kar nekaj vprašanj. Mi smo danes govorili o mladih, o starih. Jaz bi rekla, da se ocenim, da tudi strategija to kaže, da se število mladih ne bo povečevalo tam do leta 2030-2039, pravijo druge projekcije. Torej, katero število, oziroma število katerega prebivalstva pa se bo povečevalo, to so stari nad 65 let. Mislim, da je situacija jasna, to pomeni, mislim, da moramo to dejstvo pač upoštevati in to zelo upoštevati. Dejstvo je, da bomo potrebovali vse ljudi. In že danes je postalo delo tako kompleksno, da težko najdemo usposobljene ljudi, ki bi lahko delo prevzeli kar takoj. V prihodnosti pa bomo seveda potrebovali vse ljudi. Vse, to pomeni tudi starejše, tudi mlajše, tudi izseljence, tudi pribežnike, tudi njihovo znanje in pa njihove spretnosti. Torej, v bistvu se moramo skoncentrirati na to, da nam manjka ljudi. Demografske spremembe, to je seveda staranje družbe, demografska sprememba je tudi staranje delovne sile, demografska sprememba so migracije. Vse to bi bilo treba pravzaprav tudi v strategiji na nek način upoštevati. Zdaj, srebrna ekonomija, mislim, kolikor so bile meni stvari dosegljive, se je izkazalo, da je pravzaprav malo raziskovalne in pa strokovne literature na to temo. Kar kaže, da je srebrna ekonomija predvsem politika. In je politika Evropske unije in je v bistvu politika celotnega sveta. Samo da si Evropska unija si obeta, da bi lahko postala vodilna sila na tem področju. Zakaj smo pravzaprav se tega vprašanja na Univerzi srebrne ekonomije, zakaj smo se tega vprašanja lotili? Preprosto zato, ker čutimo vsi tisti, ki dolgo časa delamo na področju starosti, da se v koncept srebrne ekonomije vpleta starizem. In ker se bojimo, da bomo padli nazaj v tisto stanje, ki smo ga poznali že pred 34 leti. Da se bo celotna ekonomija skoncentrirala na eno samo skupino ljudi. Čeprav govorimo o 3 skupinah. O tistih, ki so aktivni, tisti, ki so krhkega zdravja in potem še tretja skupina, to so tisti starejši, ki so odvisni. Torej, bojimo se tega, da bo prišlo ponovno do medikalizacije starosti, da bo ta obrnenost vprašanju zdravja pravzaprav
zameglila tiste višje potrebe, ki jih starejši imamo. In na univerzi se nenehno vsaka leta borimo za to, da bi bil človek z vsemi svojimi potrebami v družbi viden in pa tudi priznan in seveda, da bi to družbo tudi sooblikoval. Zdaj, srebrna ekonomija se usmerja v to, da bodo posamezne skupine starejših imele posebne potrebe, da bodo recimo določene skupine potrebovale drugačna stanovanja, da bodo preko novih tehnologij želele vstopati v socialno okolje, da bodo pripravljene potovati zunaj sezone, da bodo potrebovali drugačne in pa primernejše zdravstvene storitve. Vendarle, kaj pomeni pravzaprav srebrna ekonomija? Pomeni, da smo v njej vsi. In da smo v tej ekonomiji vsi dragoceni, ne samo kot potrošniki, ampak tudi kot proizvajalci in tudi kot inovatorji, tudi kot raziskovalci. Mi ne nazadnje govorimo o družbi znanja, kaj bo ta družba znanja brez raziskovalcev. In današnja povprečna starost raziskovalcev, kot sem že enkrat povedala, je 42 let po nemških podatkih. Torej, če se bo ta družba starala in bo povprečna starost ostala, raziskovalcev ostala na tem, potem bomo mi v eni družbi, ki ne bo več družba znanja. Zdaj, postavljamo si torej vprašanje, ali starizem in družbena nepravičnost, kajti starizem se povezuje z družbeno nepravičnostjo, preučujeta ustrezno konceptualizacijo in prakso srebrne ekonomije. Ali nas mogoče starizem in družbena nepravičnost, pravzaprav ali nam preprečujeta, da bi mi srebrno ekonomijo konceptualizirali na drug način. Zdaj, če se vrnemo samo malo k političnim okvirom srebrne ekonomije, že leta 2011 se Evropska unija začne ukvarjati z tem vprašanjem v tako imenovanem partnerstvu za zdravo in dejavno staranje. Toda s čim se ukvarja? Torej, zdravo in dejavno staranje, ukvarja pa se predvsem z nego in z zdravljenjem, z dejavnim in zdravim življenjskim slogom, z zdravstveno preventivo. Torej, poudarek je na zdravju in na porabništvu na tem področju. Že leta 2011 Evropska unija poskuša razmišljati o tem, da bi se razvila starejšim prijazna okolja. Jaz sem nedavno brala eno ameriško študijo, ki omenja Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje, govori o ustvarjalnih mestih in o tem, kako starejši prispevajo k ekonomiji mest. Torej, zvišana je zelo upokojitvena starost, to vemo, in zato je potrebno partnerstvo vseh. Zdaj, starizem smo rekli, starizem se pojavlja vsepovsod in na vseh področjih življenja. Treba ga je zaznati, pa to ni tako zelo preprosto, in izločiti iz zakonodaje. Izločiti tudi iz komunikacije, iz vsakdanje prakse, načrtovanja politike in to, kar je povedal profesor Musek. Mi moramo predvsem delati na spremembi miselnosti. In jaz vam zagotavljam, da je to dolg proces. Mi 34 let delamo z mediji, poskušamo to miselnost spreminjati in smo prišli do tega, da starejšim pripisujemo izobraževanje. Ampak v eni od diplomskih nalog, ene svoje študentke sem potem našla, ja, starejših se lahko izobražujejo, ampak ne po 70 let. Mogoče se bo zdaj z strategijo se bodo stvari spremenile. Meni osebno je vprašanje starizma in pa družbene nepravičnosti na nek način blizu. Mislim, da se moramo prizadevati za zmanjšanje družbene nepravičnosti na dveh ravneh, na distributivni in pa simbolni ravni. Torej, kaj bi to pomenilo? Če gremo na distributivno raven, govorimo pravzaprav po eni strani o
izkoriščanju. Jaz bi rekla, da to izkoriščanje zares obstoja. Poglejte, recimo, redni profesor, ki gre v pokoj, recimo, da ima 2000 evrov plače, naslednji mesec ima 600 evrov dohodka za isto delo. Marginalizacija je del te družbene nepravičnosti na socioekonomski ravni. Torej, kaj naj bi starejši delali? Naj bi upravljali delo, ki ni pomembno. Enkrat mi je ena novinarka povedala, ja, mislim, vodili bi vse na sprehod, upravljali bi delo za posameznika. To sem jaz vse že počela, ko sem bila študentka. Mogoče pa sem se vendarle česa naučila skozi to življenje in bi lahko drugače koristila družbi. Na simbolni ravni, kaj pomeni starizem, to je obstoja v komunikacijah in v interpretacijah. In ko recimo mi poslušamo oddajo, ki se začne, gospa, kljub vašim 60 letom še vedno zagnano delate. Kaj nam pomaga potem strategija, če je miselnost na tej stopni? Torej, kaj bi bilo treba storiti? Kaj bi bilo treba storiti, mislim, ali smo na pravi poti, se sprašujemo. Predvsem je treba spreminjati miselnost. Če miselnosti ne bomo na vseh ravneh in tudi s takšnimi posveti, s sodelovanjem v medijih, z delom, spreminjali nenehno, potem bomo ostali pri starih oblikah dela in tudi pri starih razmerjih in odnosih v družbi. In to, kar je potrebno, starejši moramo postati enakovreden partner, pravijo v družbenih interakcijah. Mislim, da je to čisto osnovna stvar, da je konec te družbene podrejenosti, v katero silimo starejše na zelo veliko načinov. Poglejte si samo delovno zakonodajo, ko boste videli eno samo prepovedovanje. Starejši lahko delajo 2 uri, lahko delajo samo 60 ur, če tega v enem mesecu, če teh ur v enem mesecu ne porabijo, jih ne smejo prenesti v naslednji mesec, ne smejo zaslužiti več kot 6000 in še nekaj evrov v letu, ne smejo delati več kot 60 ur v enem mesecu. Tu je ena cela vrsta prepovedi, pa ne samo za starejše, ampak tudi za delodajalce. S takšno miselnostjo, ki se začenja v politikah, ali pa končuje v politikah, saj ne vem, ne? S takšno mislijo se ne bomo premaknili v prihodnost. Hvala za pozornost. Skratka, vprašanje smo na pravi poti, je odgovor zapleten. Nismo. Nismo še. Nismo še. Tisti, ki vladajo, nismo. Lepa. Če smem, bi predal besedo profesorju doktorju Jožetu Gličarju, sicer programskemu koordinatorju pobude medobčinske iniciative, po angleško Intermunicipality Initiative Cross-Border E-Collaboration in the Region v regiji. Naj povem samo za ilustracijo, da je sredi maja imel, pravzaprav sem bil eden od pobudnikov tako imenovanega 3. monoštorskega foruma Slovenija-Mađarska, kjer je tekla beseda tudi o Srebrniku. Gospod profesor Gličar, izvolite. Hvala lepa. O tem, kaj sem želel povedati, sem probal povedati s primerom sestanka danes teden prejšnji torek v Kovaškem muzeju v Kropič. Imeli smo sestanek predstavniki Krope in predstavniki Podbrezja
dveh sosednjih vasi, eni na enem bregu Save, drugi na drugem bregu Save, ki se oboje ukvarjajo s tem, kako izrabiti tehnologije, internet v širšem smislu, za promocijo kulturne dediščine, ter postaja vroča tema zaradi priprav na leto kulturne dediščine Evrope, ki je že proglašeno leto 18. Tema je bila, kako izrabljati spletne strani, ki jih vsi imajo, turistična organizacija, turistično društvo, krajevna skupnost, gostilne, restauracije, večinoma samo v slovenskem jeziku, da gre pa za idejo promocije čez mejo, ker ni tako zelo veliko ljudi, ki slovensko lahko berejo. In v tej razpravi se je pokazal en problem. Jaz bom uporabljal besedo problem, nekateri mi všeč, ali uporabljam besedo izziv, challenge. Profesor Trstenjak je rekel pred mnogimi leti, opredeljen problem je že na pol rešen. Ogibati se besede problem pomeni probati se ogniti temu, da bi bilo treba kaj rešvati. Ker challenge ne moraš rešvati, ne, rešuješ problem. Če nimaš problema, hvala Bogu, bi se vam rešvati. Problem je pomanjkanje vodičev. Ena predstavnica je rekla, dobim 3 avtobuse iz univerze za te obdobje, imamo problem, kdo jim se bo kazal, nas je premalo. Problem vodičev. Kaj pravi? Je to kaj zanimivo za srebrno ekonomijo, za nas bude zraven? Eni znajo vodiči biti, eni gremo rad na izgled, pa smo veseli, če nam kaj lepoga pokažejo. Romuni so predlagali projekt, v katerem bi naredili eno rešitev za zagotavljanje povezav s tistimi, ki lahko delujejo kot vodiči. To ne mi, Romuni. Slovenija bo najbrž sodelovala. In ideja je ta, da bojo oni naredili eno tehnološko rešitev, kamor se lahko pogleda, je to vodiči, ugotovi razpoložljiv čas, se zmen, pa bojo vsi zadovoljeni. Če pa oni, ki imajo dediščino, ki so skrbniki za dediščino, pravijo, ne morajo, da se je premalo. Če bojo Romuni to naredili, in bo to tehnološki prototip za probat, ga bojo lahko dali v Slovenijo za probat, bo pa to organizacijski prototip. Tem razumemo nekaj, ker je že nekaj narejeno, ampak ne v Sloveniji. Bomo probali. Ideja prototipa je robot. Ne se bati besede robot. Eni se bojijo, ker mislijo, da če so strokovnjaki, kaj če probati, se itak vse vejo. Če so najbolj pošteni in tudi uspešni strojniki, oni zmeraj probajo. Nikoli ne razvijajo na avto, pa ga dajo na trg, naj kupci probajo. Ampak na tem sestanku se bojo še en problem. In sicer problem prevajalcev. Pomanjkanje prevajalcev. Ker so rekli, mi vemo zdaj, nam je zdaj že jasno, mi ramo svetno streno v angleščini, nemščini, italijanščini, ali ni prevajalcev, oziroma so, ampak mi nimamo denarja za plačalce. A so kje ljudje, ki pomagajo, da prostovoljno, ali da me jih denar, pomanjkanje prevajalcev. Kaj mislite, je to problem? Če ni problem, hvala Bogu, pa se grejo tem ukvarjati. Če pa problem, se pa da pomagati, pa se reče, kako ti ljudi povezati, da bi stopili zraven, pa pomogali, da bo treba veliko stvari. Srebrna ekonomija zasluži posebno pozornost z vidika tehnologije, da rečemo srebrna e-ekonomija. Če so se vprašali, kaj pa je to srebrna e-ekonomija? Kdo je pa še to slišal? Ko smo mi začeli pred 30 leti s tem področjem, je bilo zelo novo e-poslovanje. Ja? E-bančništvo je bilo novo, tam se ve, e-bančništvo, e-učenje. Če rečemo e, pomeni vse tisto kot običajno, samo da
gledamo, kako bi s pametjo uporabili tehnologijo. E-tehnologijo. S tem je pa povezano eno novo področje, ki ima eksplozivno rast. To je pa področje, tako imenovane delilne ali sharing ali collaborative ekonomije. Spoznanje, da imamo mi veliko stvari, ki jih imamo, smo lastniki, uporabljamo pa ne, jih kar imamo. Recimo, raziskave kažejo, da avtomobili, ki jih vsi imamo, so izrabljeni po enih raziskavah 5%, po enih raziskavah 2%, ampak vsi vemo, da je to rabno. Ali se da kaj te narediti? Ta model, bomo rekli, tudi storitvena ekonomija, je pa nekaj, kar je za starejše ljudi lahko izredno pomembno. Na dva načina. Starejši bodo tudi rabili to vrstne storitve. Recimo rečete, jutri bi šla v Maribor, pojutrašnjem v Koper, a gre kdo dol, pa bo kaj pelal, pa se lahko prisedem, pa nekaj prispevam, pa se skupaj delava. Nekaj, kar se je zelo razvilo, zlasti v nekaterih držav, recimo ZDA, Estonija. Včeraj smo pa slišali, so lepa štrajk v Varšavi. 2000 taksistov je proti temu, da tak sistem je, ki pravijo, pa bomo pa mi obšešli. Ampak mislim, če da bi bilo pa to za ljudi v Varšavi, ki je več kot 2000. Pa fajn, ki bi imeli cenejši prevoze. Tako da, nekaj prihaja, ker bo prišlo, pa če je lik sem všeč ali ne. Druga stvar je pa ta, da bi preko te storitvene ekonomije starejši se lahko vključevali, ker bi danes veliko besed. Kako se vključili? Kje pa so tisti, ki bi lahko še nekaj naredili? Pa tisti, ki nekaj rabijo, pa skak ne morejo. Tehnologija samo to lahko naredi, da pomaga, da se povežemo. Delujoče stvari moramo pa ljudje narediti. Jaz razumem, da je na nas, da bi to probali narediti. Všeč bila tista misel dr. Žekša, ki je rekel, jaz sem zato, da bi kaj praktično da ne vem. Dr. Žekš, jaz tudi. Imam pa vprašanje za vas, pravo, za vas prav. V kater prototip bi se vi vključili v naslednjih 12 mesecih? Pa bi kaj naredili? Ja, ne naredili, no mislil, da vse fer. Prav. Ja, Ni treba, da ne bo polno spraviti. Samo, nekaj kot primer, če ne bomo probali, bomo ostali na ravni načelnih razprav. Kjer bomo ugotavljali, da je to pravzaprav problem, ki nas je vse več starejši. Meni se zdi, da je to blagodat. Da se mi je skulj, so moji tete, strici ubijali mladi, nežni, ki so zelo stari. Pa so verjetno nekaj, ki se mi je zgonstvo. Jaz pa mislim, da sem še dosti. To je priložnost, ki je zdravi. Velja pa probati. Zlasti s tehnologijami in to hitro v sodelovanju s tistih, ki so pripravljeni nekaj narediti s našim skupnim interesom. Hvala. Hvala lepa, profesor Kučer, za zelo zanimiv prispevek. Naj povem še, da on tudi je koordinator, boste se videli na internetu, njegovo znanje tudi, kar zadeva jadrno pot, srednjeno pot in tako naprej. Hvala lepa tudi, da vsi skupaj spoštujemo urnik. Zdaj pa dajem besedo gospod Tegi Dolgan iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Naslov prispevka je srebrna ekonomija in vseživljenjsko učenje. Lepo pozdravljeni. Če želimo, da bo družba, ki je dolgoživa, prinesla vse izzive, ki ta dolgoživost prinaša, jaz menim, da se mora vsak posameznik vseh obdobij življenja vključevati v izobraževanje in usposabljanje, še posebej v odrasli dobi. Z obnavljanjem starega in pridobivanjem vedno novega znanja se omogočamo delovanje na delovnem mestu, v družbi, v družini in pač na vseh področjih, ki se tika našega življenja. To je pač koncept vseživljenjskega učenja, ki nam bo glavno vodilo pri razvoju posameznika, še bolj pa pri razvoju družbe v celoti. V osnutku strategije dolgožive družbe je pač poudarjeno stalno popolnjevanje veščin za večjo prilagodljivost posameznika na delovnem mestu in njegovo zaposljivost, pa tudi vključevanje starejših v vseživljenjsko učenje oziroma usposabljanje, kar je pomembno za njihovo delovno aktivnost in produktivnost na delovnem mestu.
Obrok temu, kar je ravno kar povedal gospod profesor Jože Gričar, povem, da rezultati raziskave PIA iz leta 2016, ki je merila kompetence odraslih v Sloveniji, mislim, po celem svetu v Sloveniji pa sodelovala, kaže, da imajo odrasli v Sloveniji izredne težave z reševanjem problemov v tehnološko bogatih okoljih. Že v svojem življenju se ne znajdejo v teh okoljih, tako da na tem mestu bo potrebno veliko spodbud, da bo lahko ekonomija dobila predznak e-ekonomija in da bodo lahko ljudje, sploh pa starejši odrasli, sodelovali v teh procesih. In vse te težave s tehnološkim okoljem pa z digitalizacijo pač otežuje tudi prilagajanje spremembam, ki digitalizacija prinaša na delovnih mestih, ki že obstajajo, ne samo v tistih, ki še bodo. Problem povezan s vključevanjem vseživljenjsko učenje je tudi ta, da se manj izobraženi vključujejo manj kot izobraženi. In mi bi si želeli z različnimi spodbudami v izobražanju vključiti predvsem pač manj izobražene starejše zaposlene, kateri delovna mesta so zaradi napredka tehnologije že sedaj ogrožena. In mislimo, da samo z neprestanim izpopolnjevanjem pa usposabljanjem za potrebe trga dela lahko zagotovimo, da bodo lahko posamezniki sledili toliko časa, s tem pa tudi toliko družbe. V lanskem letu Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport začelo z izvajanjem javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v letih od 2016 do 2019, s tem, da potem se bomo projekt nadaljeval še do leta 2022. V tem projektu mi želimo doseči starejše odrasle, ki imajo zaradi podaljševanja delovne dobe predvsem boljši kar nekaj let dela, hkrati pa zaradi nizke usposobljenosti že sedaj težko ohranjajo delovna mesta. Izvajalci programov za pridobivanje teh temeljnih in poklicnih kompetenc skupaj z delodajalci poiščejo najustreznejše programe in tudi najustreznejšo skupino znotraj podjetja, najustreznejšo skupino udeležencev, torej tiste, ki jih pač izobraževanje najbolj potrebujejo. To so programi usposabljanja za življenjsko uspešnost, jezikovni programi, tudi začetna integracija priseljencev je vključena, se pravi, da poskušamo zajeti ljudi, ki še prihajajo v naše okolje in si želimo, ali pa demografske spremembe na to napredujejo, da bodo v prihodnosti mogli delati tukaj. To so še potem programi splošnega neformalnega izobraževanja, predvsem pa programi digitalnega opismenjevanja. Na tem je velik poudarek v tem projektu. Po prvem letu izvajanja izvajalci poročajo, da je odziv na terenu dober in da se v programe resnično vključujejo udeleženci, ki jim te programe koristijo. Cilj projekta je pa do 3 let vključiti približno 17,000 ljudi, posameznikov, zato pa namenjenih 11 milijonov 400,000 evrov. S tem projektom je tudi povezan še drug projekt, ki se mu reče javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja in za ugotavljanje vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Ta projekt teče od leta 2016 in traja do leta 2022. In cilj je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja pred vključitvijo, med in pa tudi po končanju izobraževanja oziroma usposabljanju. In s tem svetovanjem želimo spodbuditi posameznike k nadaljevanju izobraževanja poti ali za potrebe trga dela ali zaradi svojega lastnega zanimanja, nadgradnje svoje stopnje izobrazbe, pa tudi za osebno rast pa zadovoljstvo. V teh 6 letih ne bi se vključilo to svetovanje 10,000 ljudi in zato je namenjen 9 milijonov pa pol evrov. Seveda je pa enako pomembno kot poklicno pa tudi splošno izobraževanje, ki prispeva k razvoju osebnih potencialov, splošni kulturni razgledanosti, polnomočja ljudi za upravljanje pogojev lastnega življenja, pa seveda tudi aktivno participacijo v družbi, tudi na politični ravni. Mi mislimo, da tudi s financiranjem programov študijskih krožkov, tudi programov univerz za tretje življenjsko obdobje, za sofinanciranje promocije vseživljenjskega učenja, pa seveda tudi strokovnega dela združenih društev, ki deluje na področju izobraževanja odraslih, da na nek način prispevamo k razvoju posameznika in družbe. In ta del še vedno ostaja del letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga vsako leto sprejme vlada Republike Slovenije. Za zaključek bi rekla, da načrtno vlaganje v področju splošnega izobraževanja lahko posredno ali pa z ustreznimi različnimi podpornimi dejavnostmi največ prispevajo k premoščanju družbenih, medgeneracijskih in prostorskih razlik, socialnih vključenih, kolektivnemu državljanstvu in seveda strpnosti do drugačnosti, do staranja,
dolgoročno pa prispevajo tudi izbudovanju izobrazbenega prebivalstva. Se zgodi, gospod Dolganovi izvršil. Prosim pa, če bi ta prispevek nam dali tudi v elektronski obliki, če bi šlo. Zaključili smo prvi del našega programa o strategiji dolgožive družbe in razvoja svobodne ekonomije. Nekako mi vljudnost ukazuje, da moram dati besedo najprej tistima, ki sta naredila najdaljšo pot na ta današnji posvet. To sta naša gosta iz Zagreba, gospod Ivan Šutalo in gospa Jasna Čurin. Če imate kakšno pripombo in če ste seveda razumela to, kar je bilo predstavljeno. Evo je hvala na spremljenju mesec, da možemo podeliti i s nama. Ja bih se nakratko zaključio. Ja se zahvaljujem svim predavačima koji su kvalitetno i lijepo nam predstavili, evo nekakva iskustva, nekakve smjernice, nekakve poglede na ovu ekonomiju, ako je tako smijem uvijek reći ovu. Ja možda ukazuje isto tako na jedan problem koji mi se ne čini samo problem odnosa čovjeka prema čovjeku, već mi se čini kao potrebu zapravo da društvo skrbi o jednoj sve većoj populaciji, pogotovo zapadne civilizacije. Naime, zapadna društva prilično stare. Jer sve se više povećava zapravo kontingent ljudi koji su u trećoj godini. I ako znamo, postoje različita iskustva zapravo življenja u toj dobi, nije teško imati primjer, recimo čovjeka koji je cijeli život komponirao. On se zapravo bavi negdje u svom prostoru s jednim krasnim poslom koji nije uvjetovan zapravo i ne treba ga završiti nužno sa odlaskom u mirovinu. Jer on zapravo može se tim baviti do te god živi. Zapravo sve te okolnosti društvene na njega ne utječu. Neka djelatnost koja je evo do života moguće rizika. Inženjer koji projektira je jedno tako, koji ima svoj ured, koji ima svoj projektni biro, zapravo ne ovisi nužno o završetku 65. godine, već on može raditi. I to su ljudi, rekao bih, koji nisu u problemima sa odlaskom u mirovinu. Oni su cijeli život ovisili o sebi, imali su neko svoju inicijativu, neke svoje ciljeve i oni su njih ostvarili u zajednici kakva god je. Međutim, postoji veliki dio ljudi koji na taj način živi. Koji živi zapravo od društva, koji je ukopljen u njega i nužno je povezan s njim. I njemu je nekako 65. godina velika prijateljica. I mislim da je sad svijest društva ili izgrađena svijest društva jako važna da zapravo njih ne zanemari. Zašto? Čak to možemo promatrati sa strane onoga egoističkog odnosa zajednice prema čovjeku. Jer veliki dio populacije zapravo nosi jedno veliko bogatstvo sa sobom. U 65. godini bojim se da to bogatstvo negdje postaje sa strane. Pa čak ako hoćemo egoistički ne iskorištiti. I sad možemo to promatrati sa dvije strane. Jedno je to bogatstvo zapravo uključiti u dalji život zajednice, da bi zajednica imala korist od njega, a drugo je da bi na taj način taj čovjek ili ta populacija zapravo zdravo živjela, bila uključila, bila korist. Jer, znači, dobro zapravo svakome. I s te strane govori zapravo svijesti društva. Da to društvo, pogotovo evo predstavnici vlade ovdje i ministarstava, mislim da to prije svega odnosi na njih. Jer oni stvaraju zapravo uvjete u kojima se čovjek može realizirati. Oni stvaraju infrastrukturu, područje gdje neko može nastupiti.
Oni stvaraju nenužno onaj financijski dio koji možda nije potreban, ali prostor gdje čovjek može se uključiti gdje može bilo. Ajmo vidjeti koji to prostor je. Ja? I zato mislim da ta društva, odnosno upravljačke dijelove društva moraju jako o tome skrbiti, brinuti, da bi zapravo čovjek sretno živio, a društvo od njega imalo korist. Ja? Te dvije komponente povezati, da bi svakome bilo zapravo dobro, da bi čovjek mogao stvarno do kraja svog života uredno i zdravo živjeti. Nekako se čini da moram iskriti snage prema tom dijelu onih ljudi koji svako 4 godine se negdje rotiraju i možda nema dovoljno vremena u te 4 godine da zapravo sebi posvijeste ovu važnost i taj kapital zapravo koji vremenom nestane zato što nismo dovoljno se posvetili njemu, priznali ga i pokušali ga na neki način uključiti u zajednicu. Hvala lepa. Ja. Naj povem, da projekt sive ekonomije, lapsus srebrne ekonomije, to je bil problem osebnosti, kot je povedal profesor Musa, da zelo intenzivno teče in Hrvaška ima zelo razdelano. To sta tudi več področij, med njimi tudi seniorski turizem, start-upi, inkubatorji in podobno. To, kar nas še veliko čaka. Prosim za vašo razpravo, za vaše misli, predvsem morda na dobre izvode. Dobar dan, jaz sem Aleš Krajner, background najbolj še pomemben na tem okolju. Star sem nekaj več kot 75 let, igram dvakrat na teden tenis. Eden od mojih kolegov, ki igra z mano, je star 80 let in ima ubijalski deket. Preplavam, lansko leto sem še 1000 metrov v enem. Sem bil iniciator in voden pripravo oziroma vojno za akreditacijo nove fakultete za trajnostno gradnjo, kjer povzroča seveda ena od inštitucij državnih strašne probleme z argumentom, da je veliko število učiteljev starih več kot 65 let. To je glavna prikopa. Kar pa seveda je za pričakovati. Medtem, ko sem pripravljal ta odgovor, ne sem pa najdel portale Eurostatov diagram, ki mislim, da iz leta 2011, se pravi, da vlade so ga lahko ste ga videli. In recimo, če pogledamo ta diagram, ugotovimo, da je v našem državi katastrofa. Da imamo mi v bistvu eno okolje, ko mu je več ali manj vse en, kaj se dogaja, zato ker nobeno ni tako hudo, da bi moral presti. Mi smo tam na konc, mi presloveni. Romunija, tam je tako hudo, da morajo biti zaposleni, recimo tukaj se vidite, Turkis je 85 let, Unije ostale so pa od 65 do 64 let. Zdaj, če gremo pogledati mi to strukturo držav, kjer so velike te zaposlenosti, imamo Švedsko, imamo Dansko, imamo tudi Anglijo, recimo, imamo na tej strani Irsko, Norveško, Liechtenstein, Švica, vidimo, da so to države, ki jim gre zelo dobro. Ja, kako pa to, da so vendar ljudje od 64 do 85 let pa še zmeraj aktivni. To je zelo čuden, v Sloveniji, recimo, je pa vsi čakajo v meri, recimo, da bodo drugi za njih poskrbeli. In to se mi zdi, da je glavni problem. Tukaj mi lahko da nekaj govorimo, delamo nekaj analizne detajle, če se ne bo tukaj nekaj spremenili, zdaj, po mojem problemu, ki
da ali ljudje nočejo delati, ali pa nekdo onemogoča, da bi delal. In to je pravzaprav s mojem globokim prepričanjem stvar, ki je problematična, s tem, da se noben ne more reči, da te stvari so že preštudirane, da niso objavljene, recimo Nemci imajo v svoji akademiji za znanost pa inženirstvo neke glavne faktore, ki jih je treba nekako za globalni izzivi, kot je zdravje nutrition, kot piše pričakovanje starosti enega stoletja. To je prvi faktor, potem je pa klima, pa je mobilici, pa komunikacija, pa nekaj. No, to je za moja Kaj naredijo, to se mora tudi prispevek skupine za srebrno ekonomijo, če ste vi tudi, ne? Ja, sem samo, mislim, Prosim, nadaljujemo razpravo, kdo bi še želel, morda če lahko sugeriram, če postava, ki ste ga omenila, profesor Žekš in profesor Gričar, kaj bi lahko praktičnega naredili? A smem se jaz vprašati, kaj bi lahko praktično naredili? Naša delovna zakonodaja in ageizem preprosto je šala, je humor. To ni več realno, kar je tam. Ko ti ure dovolijo delati, pa ti ne dovolijo, koga pa sploh lahko oropamo osnovnih človekovih pravic. Mislim, da se bomo zanašali do nadaljnega na sivo ekonomijo, ker nas sistem sili v to. Zelo lep prispevek ta slad. Hvala lepa, gospod Kalner. Slovenci radi delamo, otroke učimo, delaj. Moš delati, a nimaš kaj delati, vse se vrti okoli dela v Sloveniji. In pri nas je še toliko večji šok, ko ne smeš delati, pa bi rad delal. In gledajte, dokler smo mi govorili samo o izobraževanju, recimo v naši mreži Univerza za 3. življenjsko obdobje, same ženske so se srečevale. Ko smo začeli govoriti o delu in srebrni ekonomiji, vidimo same moške v naši komisiji. Zakaj? Ker imamo moralno dovoljenje, moški imajo moralno dovoljenje, da delajo, ženske pa se smemo tudi učiti, ker nič ne znamo. To so socialni stereotipi, ki delujejo, ki jih ne smemo upoštevati. Ampak, kot smo že prej sogovorniki rekli, mi moramo infrastrukturo imeti in ena od infrastruktur je zakonodaja delovna, ki uničuje vse tako imenovano prekarno delo. Prekarno delo smo mi napravili prekarno. Sodobnost hoče, da ima enakovreden status vsaka oblika dela. In te oblike moramo uzakoniti, dati strukturo, infrastrukturo, da lahko delujemo. Se vidimo, zakonitost razvoja je, da je služba za nedoločen čas, za 8 ur, bila ena oblika suženjstva preteklega stoletja. In ni prednost preživljanja več danes, niti možnosti, nima ne delodajalec, da je obljublja, ne delojemalec. In tu vidimo velik zamik, ki ga razumemo po svoje, da se vlada in ministrstva borijo in zlasti ministrstvo za delo, ki smo mu obvesili vse gor, in družino in socialno in vse tisto ne vodi ga treba, smo porinili v to ministrstvo in se bori z mnogimi problemi, to razumemo, ampak mislimo, da moramo pa vsi delujoči, tudi nevladne organizacije, podpreti, da se konkretno nekaj spremeni. In to je zelo konkretno, če se zakonodaja spremeni, da ta razkorak, kjer je Slovenija in kjer je Švica ali druge sosednje države, zmanjšamo, da imajo ljudje možnost delovanja. Vsak na svojem področju, nekdo bo šel čisto na drugo od poklicnega, nekdo bo ostal v resorju svojega poklica širše in deloval nekje, lahko v zdravstveni preventivi, prej bil pa zdravnik v operativi ali kaj podobnega. Ampak, da ne razmišljamo, a veste, včasih tako zveni, kot da smo elitisti, da razmišljamo samo o akademskih karierah in tako naprej, kar nam tudi včasih Zveza društev upokojencev očita. Mi razmišljamo zlasti o človeku, ki nima s čem preživeti, ima nizko penzijo in smo ga tam zabetonirali, da umira. In mu ne dovolimo zakonom legalno, da nekaj dela, kar zna naj dela. Gre se lahko zelo preprosta dela.
Ampak morajo imeti neka infrastrukturo, da povpraševanje po delih in ponudba dela, da jaz grem, pa na internet pa rečem, jaz sem pa javila, to bi pa delala, to bi me veselilo. Da to steče legalno. Hvala lepa. Se lahko predstavi, da se to še? Ja, pa bom kar vstopal. Tako. Je moje ime, sem tudi član te skupine, da se vrna ekonomijo in zdaj današnji govorci nagovarjajo nas več veliko in dejansko so navdihujoči pri nastopih in informativni. Jaz bi imel pa en konkretni predlog, ker da ne bomo skupili časa in besed, ko imamo tukaj ugledne predstavnike vlade in pa ministrstev. Govora je bilo o vseh teh težavah, ki jih imamo, in jaz sem takrat na prvem sestanku skupine, kjer sem bil visokim predlagal eno prakso, ki je v Evropski uniji oziroma Evropski komisiji jasna. Namreč, da ljudi, javne službence, ki so na tem, da se bodo upokojili ali izpolnjujejo pogoje za upokojitev, vključijo v pač neke tečaje, pripravo na to, na stres, ki prihaja po iz tistega 12-urnega delovnika padeš v brezdelje naredovanje. No in tu imamo zdaj idealno priložnost. Pa če povežemo veliko stvari, ki je bilo Kobričar omenil in tako naprej. Javni uslužbenci so po definiciji visoko strokovni ljudje in visoko izobraženi z znanjem angleščine. Saj tako ne bi bilo, kot se jaz spomnim, bilo sem državni pravi tudi. Ampak gre pa za to, da bi ti ljudi lahko vlada pripravljala na ta prehod, hkrati pregledala njihove potenciale, zanimanja, interese, ne da jih samo napoti na univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki je dejansko tisti motor, da vse nas prihodno sem dobimo tisti nove znanje, nove kontakte, ampak bi dejansko te ljudi usmerila v vse projekte, ki nastajajo. Jaz nisem videl, da je tako pomakanje turističnih izhodiščev. Moram pa reči, da sem zelo užival, ko sem danes prijatelj vodil po Prešnikovih Ljubljani, ker se mi je zdelo, da pa spodrti na primer 35 evrov za skupinsko vodstvo 5 ljudi, pa sem sam čisto se naučil, pa si v ekonomiji. To je tisto obresni česno. Tako da, če se več vlav skupaj s taknim, potem začne na to temo delati, mislim, da lahko nekaj koristnega naredimo za tiste, ki bodo šli v penzijo, bodo šli z veseljem v penzijo, pa še vrnili bodo nekaj tega, kar javnim uslužbencem itak država zagotovila. Se zahvaljujem kolegu, Jaki je imel vedno dobre predloge v skupini. Izvode. Lahko besedo gospod Pulkovina. Ne, to je vprašanje. Izvoli Dušan. Ta srebrna ekonomija je tema, ki jo bomo vedno bolj slišali, se o njej govorilo. No in jaz pravzaprav skušam se navezati na to, kar je moj sosed, profesor Grišar, rekel. Dajmo mi neke primere, dajmo mi neke poskuse, dajmo to probati narediti. In kaj jaz predlagam? Glede, srebrna ekonomija je marsikaj, ampak prav gotovo je en del srebrne ekonomije tudi to, da vemo, da ljudje po tistem, ko gredo v pokoj, imajo še svoje kompetence, imajo svoje znanje, so kapital. Recimo v ekonomskem izlovju so kapital. Zdaj, ta kapital je slabo izkoriščen. Ni čisto neizkoriščen, ampak je slabo izkoriščen. Mi imamo, zdaj pa gremo na strategijo in na konkretno. Mi imamo v državi državni kapital, v katerem sedi neka inštitucija, ki se imenuje SDH. Ampak to je stvarni kapital. Tu pa imamo nek človeški kapital. In nimamo za zdaj še neke inštitucije, ki bi to obravnavala kot nekaj, kar bi bilo dobro, da se spravi v pogon in da od tega imamo donos. Jaz govorim zdaj s temi ekonomskimi termini, pa ne se zdaj zaradi tega stavljati. Ampak tako bi bilo dobro, da bi ta kapital, ki ga pomenimo tisti, ki smo starejši,
smo prišli v penzijo, pa da bi ga bolj izkoristili. Dajmo, da država ob vseh teh svojih velikih ambicijah za to ali ono ali tretje, reče tudi, dajmo še poskrbeti, da bomo mi ta kapital začeli bolje izkoriščati. Jaz sem slišal, da je Kuklova povedala, da se bi naj ustanovil nek organ. Ampak dajmo mu tudi neko iztočnico. Kaj naj bo? V ekonomskem smislu naj bo to skrbnica porabe kapitala, ki predstavljajo in predstavljamo, da ne bom zdaj govoril, kaj drugejo. Hvala lepa. Gospod Kiriš bo rekel potem še, moram reči, gleda prispevek zelo zanimiv predstavitev z nekaterimi zelo zanimivimi idejami. Izvolite naprej, razpravo, izvolite. Če se lahko predstavljajo. Jaz prihajam iz univerze v življenjsko obdobje Ilirska Bistrica, rada bi res se gospe Kukljevi v tej priložnosti zahvalila za strategijo in seveda za njeno pričakovanost in seveda za njeno energijo, kar je tudi sama povedala in jaz upam, da bo v naslednjih obdobjih prišlo do izvedbenih aktov in seveda potem aktivnosti v državi, da ne bo tako, kot je z belo knjigo. Druga zadeva, ki se meni poraja, moram reči, da pa tudi v beli knjigi, kar je neka osnova, da bi morali govoriti o vseh starejših, ne samo o intelektualcih, seveda vsekakor o znanju, kar je prvo, vendar pa, ker prihajam iz podeželja in tudi na naši univerzi imamo zelo raznoliko strukturo, predvsem srednje izobrazbe, večinoma pa potem tudi kvalificiranih in ostale strukture, da je potrebno upoštevati zaposlovanje vseh. Zakaj to govorim? Smo Primorci, živimo v meji in kaj ugotavljamo? Naše, večinoma ženske, pa tudi moški, ker se zelo težko preživljajo, odhajajo ni srebrne ekonomije, ampak sive ekonomije, ki dela v Italiji. Zakaj? Jaz razmišljam takole, ne? Vsi smo ali pa večina je teh nasprotnikov, zakaj podaljševanje delovne dobe oziroma časa odpustitev. Samo pa ugotavljam, da tisti, ki so šli v pokoj, danes, ker ne morajo preživeti, delajo drugje. Se pravi, da nam ta starostna doba ni kaj dosti oporeka, seveda pa bi se morali zauzemati, da imajo ti naši upokojenci in starejši tudi tak dohodek za primerno življenje. Drugače to ne gre. Tako da jaz sem pobudnik tega, da se vsako delo dopušča. Vi ste povedali vse življenjsko učenje, vse življenjsko delo, kar hkrati prinaša tudi dobrobit državi, se pravi davki in pa ostalo, kar prispevajo ti naši ljudje. No, upam pa, jaz sem poslušala tudi gospod iz ministrstva, moram reči, da ko sem poslušala, sem zasledila in sem vam tudi hvaležna in mislim, da so vam vse slovenske univerze hvaležne za tisto, kar dobimo na Ministrstvu za izobraževanje, ampak to je le en delček, ker nas je veliko imamo starejših, veliko imamo medgeneracijskega sodelovanja in mislim, da bi bilo v bodoče potrebno vključiti tudi naše delo več v razpis ministrstva. Ker vse to, kar ste povedali, hvala Bogu, da je tako, da imate to, da so projekti, ampak tudi naši starejši ljudje potrebujejo več. Se pravi, tudi neko sofinansiranje delovanja oziroma naših študijskih skupin, za kar nam bomo res hvaležni. Vse skozi ugotavljamo, da imamo 1/3 starejše populacije, se pravi, da to ni zanemarljivo. No, jaz se strinjam tako z gospod Kukljevo kot gospodom, ki ga zdaj ni, Žekšem. Jaz sem velikokrat se naveličam brati teh papirjev, ker je to samo papir, da ga damo gledal in ni realizacija, ampak sem bolj pristaš, da se nekaj naredi, kot pa da se samo piše. Mi je pa logično in jasno, da brez strategij tudi ne moramo, ker je to osnova za vse nadaljne aktivnosti. Ker me je gospod Gričar izval, kaj bom jaz v naslednjih 12 mesecih, moram povedati, da bom izpeljala
projekt, ki smo ga preimenovali Skupaj. Zakaj skupaj? Zato, ker v njem sodeluje več nevladnih organizacij z različnih področij in pa v njem sodeluje več generacij. Se pravi, od vrtcev do starejših, brezposelnih, zaposlenih, osnovnih šol, gimnazij in tako naprej. Seveda smo zato, da bo tudi malo srebrne ekonomije, projekt prijavili, kar pa naprej vem, da bomo dobili 0,6 ali pa 0,40 točke menj, tako da ne bomo financirani in bi lahko naši ljudje tudi bili še zraven plačani, ampak ne glede na to, bomo mi ta projekt prostovoljno speljali v okviru naše univerze, predvideno je to 40 000 evrov, ampak ne glede na to, bom jaz ta projekt peljala pa pod predsednica univerze, tako da, kar so tega in sicer prostovoljno, ne. Toliko, mislim, da sem zdaj enkrat določila, pa še kaj se bom pa vpisala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednica Univerze Ilirske Bistrice. Vendar prosim, da ne omenja, da ste iz podeželja. Vi ste iz Celja, v meji. Prosim, naslednji razpravljalca, prosim. Gledam, da ste skupina za zagovorništvo pri Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. Jaz moram reči, da je bilo danes izrečeno izjemno veliko modrih misli, sem bila vesela, oziroma sem še vedno, da sem lahko prisostvovala, nekatere bom ponovila, ampak mislim, da je prav, da vseeno povemo. Jaz sem še vedno majčkeno, bi rekla, zgrožena, ker živim v državi, ki nam svetu Evrope in vem, da v svetu stvari stojijo tudi lahko drugače, da živi v državi, ki nam pravzaprav postavlja nekaj v življenjskem ciklu in sicer določa nam, kdaj smo polnoletni, kdaj začnemo z izobraževanjem, delom, službo in ne nazadnje upokojevanjem. Sej načelno vse lepo in prav, ampak žal potem, ko pride tisto tretje življenjsko obdobje in ko zaključimo in ko pride upokojevanje, ta država v tem hipu pozabi na nas. Nalepi nam nekaj listo, da smo nevidni, da smo na nekem obrobju, nas ni in hkrati nam pravzaprav zelo glasno govori, čeprav nas ni, da smo tisti, ki nekje povzročamo neko nesoglasje in nestrpnost v tem medgeneracijskem sodelovanju. Žal je naša realnost taka. Mi seveda se zavedamo, da nismo tisti, ki povzročamo neka nesoglasja, nestrpnost, nerazumevanje, vsi smo ljudje, ki želimo, imamo neko modrosti, želimo pravzaprav, bi rekla, interakcijsko, medgeneracijsko sodelovati. Zdaj, vemo, da pravzaprav mi nismo tisti, ki smo vzrok nekih problemov, da mladi danes ne dobivajo, nimajo možnosti, da dobijo službo, da se zaposlijo in seveda posledično še veliko takih drugih stvari. Po drugi strani bi rekla, je bilo, jaz se namreč vedno že borim proti temu, da mi nalepijo tisto, bi rekla, krak na glavo in rečejo, ti si tista, ki odjedeš mladim v službo. Ni res. Jaz mislim, da smo mi tisti, tako kot mislim, da ste gospod Puklova vi v svojem izvajanju izpostavili, mi vsi vplačujemo prispevke, ampak ne nazadnje v končnem delu za nas same. In tega se morajo zavedati tako mladi kot mi vsi. Potem danes je bilo izpostavljeno ta termin umsko staranje. Jaz moram reči, da mi bilo to izjemno zanimivo in ker je pač vezano na osebnost. Mi smo v tistem življenjskem obdobju, ko je pred nami izbira. Ja, lahko se vsedemo, sedimo, gledamo televizijo, ali pa smo nekoliko drugačni in smo aktivni. Ne samo v fizičnem smislu, ker seveda pozdravljamo vse tiste, ki imate dober backhand in tako naprej, ampak moram reči, da je pomembno tudi tisto, da ta osebnost išče neke nove možnosti, pa mogoče v storitveni ekonomiji, ki je bila danes tudi omenjena, v novih prototipih. Se pravi, od nas je odvisno in mi moramo prepričati, namreč, zakaj sem se to povedala? Predvsem to, kar je bilo tudi danes izrečeno večkrat. Prepričevanje je dolgotrajen proces. Tretja, torej generacija, ki živi v tretjem življenjskem obdobju, ni generacija, ki jo lahko podpišemo, ni mrtva generacija, ni pozabljena, lahko je mogoče navidezno, ampak je še živa, zelo aktivna. Tista snov, tista dinamika znotraj je, ki smo jo vsaki pripravljeni deliti. In jaz mislim, da moramo največ narediti na prepričevanju
pogovarjanju, komunikaciji, naj bo to v medijih, naj bo na konferencah, naj bo na sodelovanju, čeprav mogoče kdaj na nas pozabimo, se moramo postaviti v prvo vrsto in reči, mi smo tu, ob tem lahko nekaj povemo. Skratka, zagovarjam to silno, dinamično, učinkovito komunikacijo med generacijami in seveda na različnih, tako vladnimi in področju in kjerkoli pa se te stvari odpirajo. In še enkrat bom ponovila neko ukradeno misel, ki je bila danes izrečena. Kdor nima možnosti biti konstruktiven, ustvarjalen, je destruktiven, kar mi nismo. Hvala lepa, gospod Beresutjevi. Naj povem, da se nam nekako ta čas za razpravo izteka, ker nas že čaka kava. Za drugi del to kavo potrebujemo in predlagam, da bi vsak imel v tej temi še kakšno misel, da jo posreduje na ta naš mail, se pravi na mail univerze in potem to upoštevali v tem našem zaključnem besedilu, ki ga bomo naredili po tem našem posledu. Zdaj bi besedo gospe Puklovi iz kabineta predsednika vlade, da na te dileme vprašanja oziroma tudi naspodne misli. Ja, jaz bom zelo nakratko povedala tisto, kar se mi zdi še zdaj v tem delu pač pomembno izhajajoč iz vsega, kar je bilo tudi zdaj v razpravi povedano. Prvo, kar je seveda kar naprej je bilo govorjeno o tem, kakšno je omejevanje, ni fleksibilnosti in tako naprej. Jaz gledam na zadeve tako, da mislim, da se ni treba bati prekarnega dela, ne v mladosti, ne v starosti, ne? Prekarno delo kot tisto fleksibilno delo. Jaz mislim, da pri nas zaostaja za vsemi temi oblikami potem ureditev, se pravi ta pravna zaščita takih delavcev, tega ni. In potem še nadzor, ki nam pa na marsikaterih področjih dejansko zelo šepa, ne samo na tem. To je bistveno. Drugo, kar ste izpostavljali, jaz že nekaj časa govorim o tem, zakaj naša ministrstva v vseh teh silnih zakonih in ostalih podzakonskih aktih, zakaj vse betoniramo? Zakaj betoniramo? Pustno življenje gre svojo pot, je fleksibilno, prinese različne možnosti, zakaj mi se omejujemo? To govorim na vseh možnih rekla sestanki, kjerkoli še zlasti, kakor so zraven ministrstva, ker mi je to nepojmljivo. Jaz sem sicer drugače z realnega sektorja, tam smo se morali obrniti v momentu, tam ni bilo 30 dni rok, to, kar je pa še takrat potem ne dobiš odgovora, čeprav je zakonski rok. Tako da to mi je nekaj čudnega. In to bomo morali preseči. Potem okrog inštitucije, kar je bilo prele rečeno, predlog je bil dan za ustanovitev inštitucije. Ja, jaz se zavzemam, da bi imel predsednik vlade dejansko eno skupino 3-4 dobrih strokovnjakov za posamezna temeljna, najpomembnejša področja, ki bi dejansko bili supervizorji nad ostalimi, nad vsemi ministrstvi. Ker, veste, delo med ministrstvi je raztrgano, nepovezano in to je tudi velik problem. Tako da jaz bom to seveda prinesla naprej tudi predsedniku, jaz sem včeraj, ko smo imela ta razgovor, sem o tej ideji svoji dala, bom tudi razložila, ampak to, kar ste pa danes še dodatno specificirali, je izjemno dobro, zato se vam zahvaljujem. Potem glede javnih uslužbencev, mislim, da je to gospod Podpir rekel, usposabljanje, pripravljanje na to. Jaz vam samo to dala kot informacijo. V vojski, se pravi vojska in ministrstvo za obrambo ima tako imenovane medgeneracijske centre za vse te ljudi in oni že, mislim, da 10-5 let pred upokojitvijo, veste, da oni grejo, marsikateri grejo prej v pokoj in oni so začutili, da so to izjemni problemi in oni imajo usposabljanja, letna usposabljanja, ampak ne samo tako, da pride delavec, ampak tudi partner. A je moški ali ženska, karkoli pač. V glavnem skupaj se usposabljajo in tudi ministrstvo to financira v veliki meri. In je to izjemno dobro, jaz z njimi dobro sodelujem in tudi se udeležujem teh njihovih posvetov in jaz mislim, da smo že z prosvetnimi delavci smo se že nekako pogovarjali, da bi bilo tudi to, tudi da bi na tem področju začeli, ampak to velja pravzaprav za vse javne uslužbence. Zdaj, kar se MIZŠ-ja tiče, jaz
Bom kar tukaj le rekla, jaz sem imela par razgovorov, sicer o drugih temah, ampak kljub temu sem nekako izpostavila dejstvo, da delo MIZŠ-ja na področju izobraževanja in rekla vseživljenjskega učenja se ne konča pri koncu delovne dobe. Se ne konča tam. In bo to treba potegniti naprej, se pravi skozi celo življenje in tudi financirati posamezne projekte, ki so dobri. No, drugače pa tako, jaz vedno pravim, veliko smo danes govorili o raznih poteh, vedno sta najmanj dve, ampak upam, da ne bomo izbrali tiste, da sta vedno dve poti, ampak da ne bomo izbrali, pa ne izbirajmo tiste, ki je nam. Hvala, jaz vam želim uspešno delo. Še to nekaj posebno. Kolegica MIZŠ-ja, sem hotela vprašati, med nosilci izobraževanja ste našteli različne nosilce, civilne družbe ni. Kar pomeni, tudi vse te mreže univerz za tretje življenjsko obdobje in ljudstvo. Jaz mislim, da je treba vse politike nesti, torej javni sektor, zasebni sektor, civilni sektor. Če mi te povezave med tremi sektorji in državami nimamo, bomo pač nezgodaj družba. Ne smemo zanemariti gospodarstva, ki je pomembno. In nosile. Če smem pripomniti, mislim, da zaenkrat mi vključujemo tudi civilni sektor v naše projekte, sicer v manjši meri, ampak vseeno pa. Sam da bo treba bolj. Ja, glede na ugotovitve strategije. Veste, dali smo 4 strani pripomb na zakon prihodnje, ne vem, kateri zakon o izobraževanju odraslih. Tam ni sledu o civilni družbi. Aha, zdaj govorimo o zakonu, smisel, da govorimo o projektih. Ja, seveda zakon. Razpis pa ne govorili, razpis je izključil. Mi smo naposleno. Lahko ste bili konzorcijski partneri. Ja. Dobro, ste so zakonodajne, ne? Hvala lepa, hvala razpravljavcem. Nadaljujemo ob 11:20, prosim.